Karin, za nami je še ena prijetna oddaja s Pirana. Po odmevni lanski, če se ne motim, ali predlanska, kdaj je že bila tista z ribiči? Leta tako tečejo, ampak ja, je nepozabna. Hranimo jo tu še v srcu. Piran je vedno tako dobro srčen do nas in tako lepo nas sprejme. In tako je bilo to jutro, ko smo najprej zaželeli vražje dobro jutro. Zakaj vražje? Ne samo dobro jutro, pač po vse leto, zato ker letos slavimo 330-letnico rojstva Giuseppeja Tartinija. In to prav na današnji dan, 8. aprila 1692, se je rodil tu, v tej hiši, kjer se zdaj nahajamo. Ampak, če se ne motim, je ta duh Tartinija in njegova večna mladost tudi z nami. Ja, res je, danes je z nami in bolje rečeno sta z nami dva prav posebna gosta, ki jo sedaj vabimo, da stopite bliže in da se nama pridružite. Spoštovani Giuseppe Tartini in mama Katerina, dobrodošla in vse najboljše, ne? Če najprej vprašam mamo, kakšen je sin? Kakšen je? È stato un bambino veramente tremendo. Torej, takrat je mama nagovarjala svojega malega Tartinija v beneškem narečju in gospa pravi, da je bil kakšen? Poreden? Poreden hudičev, ne? Tako, kot njegov vražji trilček. Kaj pa sin oziroma gospodič Tartini pove na njegovo večno mladost oziroma svojo? Biti v istrskem biseru Piranov, ob skladbah mojih sicer, je pravi recept za večno mladost. Zato tudi danes, kljub mojim 330 letom, se počutim zelo mladostno. Imate morda kakšen čarobni opoj? Ljubezen do violine in do moje Elizabete. To je vse, kar nas naredi večno mladega. Ampak menda je oboževal tudi čokolado oziroma kakao in o tem smo danes tudi malce ugibali v oddaji in tudi pripravili nekaj sladkih jedi. Slišali smo v živo Amatijevo violino, na katero je zaigral glasbenik in njegova glasba bo še veliko donela v tem letu, kajti pripravljajo se številni koncerti in lepo vabljeni vsi in gotovo bo ta njegov duh še dodatno zaživel. Mi pa smo res hvaležni, da smo to jutro lahko preživeli na poti med Koparskim studiom in Piranom. Še vprašanje za Tartinija. Kdaj je Tartini najbolj ustvarjal? Je bilo to ponoči, zjutraj, čez dan ali ko se je utrnila inspiracija, zvezdica? Kot vsak glasbeni mojster ni bilo ure, kdaj lahko, pač ko se je utrnila iskrica, ideja, nič kakor hitro, notni papir in zapisati. Lahko še izkoristim in vprašam mamo, je bil kdaj preglasen? Preglasen mogoče je bil, kada smo hodili v Strunjan poleti, recimo, ne, otroških let, potem pa so ga hvalili vsi. Skratka, kot normalen otrok. Lih tako kot vsi ostali. Kot vsi ostali. Mogoče malo več tako trde glave. Aha, trdoglav je bil. Ja. Samo svoj tudi, kajti proti volji svoje družine se je izjemno mlad poročil z Elizabeto v Padovi in tja ga je oče napotil zato, da bi študiral, ampak on je bil res samo svoj in je rekel, ne bom poslušal volje družine, vse bom naredil po svoje in še dobro. Tako je danes prvi violinist Evrope in tako je bilo že za časa njegovega življenja, kar se redko zgodi. Kaj pa ponavadi radi kaj dobrega na obali pojemo, popijemo, kaj je rad Tartini popil, pojedel, oziroma kaj je rada mama skuhala? Mama je kuhala za dosti ljudi, ne samo za njega, samo lokalne dobre stvari, že takrat. In tudi pašta? Pašta ali pa kakšen riž, sigurno, ampak olivno olje sigurno nikoli ni manjkalo, kruha niti in kakšen dober kozarc vina tudi. Ko že sprašujete po pašti, strokovnjakinja iz Koprskega pokrajinskega muzeja je povedala arhiva, da je bila takrat pašta bigoli, ki jo še dan danes delamo. In ja, še veliko jedi iz tistega časa smo pravzaprav ohranili do danes, tudi rizi-bizi, tako imenovani, ki se ga kuha prav v tem času, ne? Ja, tako. Mlada graha, recimo, ne? In seveda za konec in za pikico in čokolatina. Absolutno. Brez Tartinijevega čokolatina? Ne gre brez cioccolate, perché la grande passione di Tartini e di Elisabetta era proprio la cioccolata fumante. In kot pravi, ljubezen gre vedno skozi želodec. Je ta pravo. Hvala lepa in srečno vsem. Hvala.